Mlad par si je ustvaril svoj sanjski dom v novogradnji na Očrljivem Bledu. Pot do iskanja idealne lokacije do končne ureditve doma ni bila kratka, vendar dom zdaj popolnoma odraža njune želje po udobju in estetiki. Spoznajmo, kako sta se soočala z izzivi pri integraciji sodobne tehnologije in kako sta združila svoje znanje in talente za oblikovanje popolnega bivališča. Tale dom mladega para je skrbno opremljen do zadnje podrobnosti. Interier je zasnovan po željah obeh. Glavno vodilo pa je bilo zelo preprosto. Udobje in toplina. Tjaša in Jernej, živijo, povejte nam najprej, kakšna je bila vajina pot v tole lepo družinsko gnezdo na Bledu? Ja, mi da sva nekaj let živela v Ljubljani, pa sva vedela, da hočeva iti ven iz mesta in sva gledala, v kateri del Slovenije bi se preselila in sva izbrala zahodno Slovenijo. Hiša ni tako zelo majhna, kar velik programa, ne? Imamo pritličje, imamo nadstropje in imamo mansardo. Kaj vse najdemo v njej in koliko kvadratnih metrov je? Hiša je 230 kvadratnih metrov uporabne površine. Zunanji videz malo vara, zato ker je podkletena in izkoriščena je tudi mansarda. Imamo od recimo v kleti fitnessa, seveda strojnica, shramba, pride zelo prav. Pritličju so potem bivalni prostori, kuhinja, jedilnica in v prvem nadstropju spalni prostori, 3 spalnice. V mansardi pa še nekako napol ločena enota, ker imamo pisarne in so naredili tako mini kuhinco in so se rodili na vsakem koncu vsak svojo pisarno. Ta del hiše je povezan z notranjostjo, hkrati pa ima tudi ločen vhod z zunanje strani. Zato odlično deluje kot samostojna enota, kar je še posebej priročno, saj imata tu pisarni. Hišo ste vzeli na ključ, ne? Se je dalo še kaj spreminjati oziroma in za kakšen tip gradnje gre? Ja, hišo sva vzela na ključ. Zdelo se nama je, da bova tako hitrejše in lažje izpeljala projekt do konca. Gre za armirano betonsko gradnjo, ampak sva se dosti hitro vključila v projekt, da sva lahko še posegala v premike sten. Potem sem jaz tudi narisala vse mikrolokacije elektro- in strojnih inštalacij, tako da so si res imela odprte roke, da so si lahko zadevo prilagodila po svojih željah. Sta pa menda naredila svoj vrstni rekord v soseski, ne? Da sta bila od vseh najhitreje vseljena. Ja, tako je. Ja. Res so si zadala načrt. Seveda to, da je Tjaša notranja oblikovalka, je izredno pripomoglo k temu, da so bila vedno en korak naprej in imela so tudi zelo razdelan budžet. Ja, v bistvu je bilo dobro to, da malo so se dopolnjevala v tem, da je Jernej zelo sistematičen, on ima pač rad Excelove tabele in to vse imela noter napisano. Jaz pa pač, ko pa hajam iz stroke, realno vem, koliko kakšna stvar stane. In mislim, da je bila to res najina prednost. Kako pa je delati, opremljati, oblikovati svoje bivališče, Tjaša? In Jernej, na to vprašanje, kako je živeti z notranjo oblikovalko, takrat, ko imaš gradbeni projekt pred sabo? Ja, mene so ful strašila, ne, vsi so mi govorili, zase je toliko težko, nikoli se ne moreš odločiti, pač veš, kaj vse obstaja, ampak jaz imam čisto drugo izkušnjo. Pač meni je bilo ful fajn, jaz sem vedela, kaj bi rada. Tako kot vsake stvari, v vsakem odnosu je bilo tudi tle treba kompromise sprejemati, ampak mi so se ful dobro zmenila. Pač vedela sva za ene stvari, da hočemo imeti leseno kuhinjo, vedela sva, kje bova boljše materiale uporabila, kje bova malo prišparala. Tudi če sva prišla do kakšne točke, ko sva se zataknila, sva zmeri rekla, ok, to je najin cilj, hočeva, ne vem, recimo funkcionalnost, to imava toliko budžeta in je bila lažja odločitev. Pač pomagalo je seveda tudi to, da sem imela razdelan budžet, ker potem si že znotraj nekih okvirjev, ne, zdaj nekega, ne vem, kakšnega razpona nimaš, ne, in mogoče tudi to pripomore kdaj k lažji odločitvi. Tjaša in Jernej rada kuhata, zato je bilo nekako logično, da je bil proračun za kuhinjo nekoliko višji kot denimo za mansardni pisarniški del, kjer sta uporabila cenejše materiale, na primer ivrne plošče. Pri oblikovanju interierja sta si bila enotna. Želela sta predvsem naravne barvne odtenke in čim več naravnih materialov, da bi bil končni učinek topel in predvsem udoben dom. Koliko je pa kaj pameti v tej hiši? Nekaj je pa res, da sem želela hišo brez pametne inštalacije in sem to potem sam dodelal.
Nekaj dela je še, s hišo je vedno nekaj dela, ampak sem v osnovi potem recimo električna senčila, pa luči, pa rekuperacijo, pa ostale take zadeve povezal v protokodni pametni sistem, menjal nekatere stikala, termostate, zato da zadevo spremljate z telefona. Na kakšen način se ohlajate, ogrevate, poskrbite za svež zrak? Imamo centralno rekuperacijo v kombinaciji s toplotno črpalko in se je izkazalo kot zelo učinkovito. Na začetku sem bil mogoče malo v dvomih zaradi tega, ker je taka armirana betonska gradnja. Sem rekel, zdaj se delajo montažne hiše, ki so baje grozno varčne in vse. Pa tudi glede na velikost hiše, ogrevanje, je na elektriko, rekuperacija in vse ostalo, kar je elektrike, je račun manj kot 100 evrov na mesec, tudi s trenutnimi dvigi cen. Dejan, tukaj so arhitekti naleteli na zanimiv izziv in sicer kako v tole dodelano okolje umestiti toplotno črpalko. Kako ste pristopili k temu? Bil je res zanimiv izziv, tako za arhitekte, za nas tudi. K sreči smo že pri snovanju predvideli tudi možnost vgradnje toplotnih črpalk v arhitekturno dovršene objekte, kar pomeni, da smo morali oblikovati zunanjost toplotne črpalke na način, da se bo zlila z arhitekturo objektov, tako po barvi kot po materialih. A je še vedno tako, da ljudje toplotne črpalke malo skrivajo nekam bolj za hišo? To bo držalo. Toplotna črpalka po svojem videzu ponovadi ne sovpada z videzom objekta. Zato smo se pri snovanju toplotne črpalke usmerili tudi na izgled same črpalke. Tukaj so nam pomagali oblikovalci, ki so nekako prilagodili videz toplotne črpalke temu, kar bi potencialni investitor pričakoval. To je pa pomenilo, da smo mi prvotno zasnovano črpalko popolnoma preoblikovali in zato pripravili črpalke v različnih barvah in tudi v različnih materialih. Poleg ostalih lastnosti je izredno tiha toplotna črpalka in v primeru strnjenega naselja, kot je primer tukaj 4 podobnih hiš, ne moti delovanje bivanja stanovalcev. Zakaj tukaj le korten? Korten je tukaj bil nekako normalna, naravna izbira. Pri tem, ko je arhitekt izbral lesne dodatke k stavbi, je korten prišel kot neko naravno oblikovanje zunanjega videza stavbe, zato ker je podobno kot je les, tudi korten naravni material. In sicer tako kot les s časom pridobiva patino, ravno tako korten pridobiva s časom patino. To pomeni, iz leta v leto se bo les spreminjal in iz leta v leto se bo tudi korten spreminjal. Pa še imajo ljudje predsodke do tega materiala v smislu, to pa zgleda zarjavelo, staro. Na prvi pogled dejansko zgleda kot zarjavelo, ampak površina kortena je patina, ki ščiti material pred staranjem oziroma pred zunanjimi vplivi in mu tudi podaljšuje življenjsko dobo. Preden se formira patina na površini, korten izgleda kot navadna pločevina. Vendar potem, ko je enkrat korten formiran, se nekako zlije z okoljem in iz dneva v dan se nekako spreminja in je tudi s časom postane neupadljiv in oziroma zlit z okolico. Kaj bi rekli, kako se vam zdi, da sodobna tehnologija spreminja pogled na delo arhitektov? V bistvu arhitekt z obliko da dušo stavbi. Potem smo pa mi ostali, ki moramo to stavbo oskrbeti z vsemi potrebnimi pogoji za prijetno bivanje, med drugim je to tudi ogrevanje oziroma hlajenje, tisti, ki moramo nekako to dušo ohraniti. Kako pa vidite na splošno prihodnost ogrevanja in hlajenja? Prihodnost ogrevanja in hlajenja v povezavi z arhitekturo se bo navezovala tako na obliko, kot tudi na samo funkcionalnost toplotne črpalke oziroma predvsem povezovanja toplotne črpalke z ostalimi sistemi v stavbi, tako da bo omogočala tudi učinkovito upravljanje z energijo v primeru fotonapetostnih sistemov, da se bo izkoriščala toplotna črpalka in gretje takrat, ko je na voljo električna energija, da se bo shranjevala energija v obliki toplote. Toplotna črpalka danes ne predstavlja več samo funkcionalnega agregata, ki greje, temveč je že praktično arhitekturni objekt oziroma umetniško delo, ki se mora nekako zložiti skupaj z objektom. Torej, tale osrednji bivalni prostor je bil pa tisti, kjer nista želela sklepati preveč kompromisov. Kako ste ga zastavila? Pač tukaj se veliko zadržujemo, tudi rada imamo prijatelje na obisku in se nam je zdelo zelo pomemben, da je funkcionalen, udoben in pa tudi res zelo veliko kuhala. Udoben kavč v dnevni sobi je oblečen v naravno laneno tkanino, ki kar vabi k počitku in branju. Tjaša in Jernej sta pri načrtovanju hiše pomislila prav na vse. Že pred vselitvijo sta vedela, da si bosta omislila psa, pravzaprav sta nanj že čakala.
Zato sta v kleti, ki ima tudi ločen vhod, uredila kopalnico za prihajajočega družinskega člana. In to so zdaj vrata, ki te preko tega zunanjega zgornjega vhoda pripeljajo v prvo nadstropje. Ja, tako kot sem prej govorila, se pravi, možnost dostopa do pisarn je tudi preko zunanjosti. Če greva pa čez ta vrata, pa prideva potem do prvega nadstropja, kjer imamo spalne prostore. Aha, tukaj je pa lepo dol, direktno v pisarno. Tako. No, in zdaj so v tem masažnem prostoru, kjer imam jaz na tej strani pisarno, Jernej na drugi strani, vmes manjšo čajno kuhinjo. Torej se dobite na kavi tle? Ja, dobimo se na kavi, na malci. Lepo. Ja, zdaj smo po takih prostorih, da se že treba malo sezuta, ne? Ja. Sploh pa glede na to, kaj imate po tleh. Ja, Jernej je zelo želel tekstilno-talno oblogo. Mislim, bila sprva malo skeptična, ampak po tem, ko sva naredila dober research, sva ugotovila, da so to kvalitetne in sploh nama ni žal. Udobno, upija zvok. Prahu pa ne, toliko zelo ne. Ne, prahu sploh ne, tudi čist se zelo lepo in še 100-krat bi jo zbrala. Tjaša je ljubiteljica tapet, zato je tudi za spalnico izbrala markantno tapeto, ki močno zaznamuje prostor. Tako kot tekstilna talna obloga, tudi vinilna tapeta pripomore k dušenju zvoka, obenem pa prostoru doda nežnost in mehkobo. Poseben plus v spalnici pa je tudi pogled iz postelje, ki deluje naravnost pomirjujoče.